Dobar dan vsem. Poglejmo zdaj, kako narisati graf funkcije sinus na listu A4 na kvadratke od 5 mm. Torej, kot prvo moramo razumeti, katere vrednosti bomo dali. Torej, narišemo kot prvo enotsko krožnico in pogledamo, upoštevamo kote vsakih 45 stopinj. Vse te kote pretvorimo v radiane. Torej, nič stopinj in nič radianov. Potem, zato da se spomnimo pretvorbo, je dovolj se spomniti, da 180 stopinj je pi radianov. Torej, 90 stopinj je pi polovic radianov. In 270 stopinj je enkrat in pol 180 stopinj. Torej, enkrat in pol pi. Torej, 3 polovice pi. Potem imamo torej 45 stopinj, ki je polovica od 90 stopinj, ta je bil pi polovic, ta je pi četrtin. In potem gremo naprej s četrtinkami. Ena četrtina pi, 2 četrtini, ki je ena polovica, pi smo že dali, 3 četrtine pi, 4 četrtine pi je enkrat pi, torej pi, potem 5 četrtin pi, 6 četrtin je isto kot 3 polovice smo že dali, potem 7 četrtin pi, ja, in potem bi bilo 8 četrtin pi je 2 pi, je 360 stopinj, se vrnemo na začetek, zmeri sta točka. In potem ta krožnica, enotska krožnica ima torej polmer 1, in torej ta točka ima koordinati 1, nič, ta nič 1, ta minus 1, nič, ta nič minus 1. Potem se spomnimo, da sinus in kosinus od 45 stopinj sta oba enaka koreno 2 polovic, torej ta točka ima koordinate koreno 2 polovic, koreno 2 polovic, in potem zaradi simetrije ta točka ima koordinate minus koreno 2 polovic, koreno 2 polovic, ta točka ima minus koreno 2 polovic, minus koreno 2 polovic, in ta točka ima koreno 2 polovic, minus koreno 2 polovic. In se spomnimo, da prva koordinata x je kosinus kota, druga koordinata y je sinus kota. In ker zdaj bomo narisali graf sinusa, vzamemo zmeraj te druge koordinate y. Tukaj je nič, koreno 2 polovic, 1, in te vrednosti damo v tabelo. Torej, tukaj imamo kote in tukaj te vrednosti. Ja, tukaj na koncu je bil še 360 stopinj, oziroma 2pi, ni treba da damo, ima isto vrednost kot v nič, ker je izmeri sta točka tukaj za nič stopinj ali 360 stopinj, ista vrednost. In torej, sedaj, zato da bomo lažje narisali, bomo vzeli, da pi je enak 3, ker če ne 3 vejca 1, 4, mislim, se ne vidi oko razlika. Torej, zato bomo poenostavili in risba bo vseeno dobra, bomo vzeli, da pi je enak 3. In nam rabijo tudi četrtine od pi, torej je dobro, da naš pi, ki bomo vzeli kot 3, je deljiv z 12, ko narišemo. 3 krat 4 je 12. In torej, na primer, lahko vzamemo, da pi je 12 centimetrov. In torej 2pi bo 24 cm. Če mi narišemo z listom postavljen vodoravno, nam stoji tako. Če pa list moramo imeti navpično, nam ne stoji, ampak v takem primeru lahko vzamemo, da, na primer, da pi je 12 kvadratkov, torej 6 cm. Skakor zdaj pogledamo risbo na z večjo enoto. Ja, in moramo iti od nič do 2pi. 2pi je 360 stopinj, ker tako naredimo cel krog, celo periodo, ne? Torej, mi moramo iti od nič do 2pi, smo rekli, da vzamemo, da pi je 12 cm, torej 2pi je 24 cm. Sedaj, ta pi smo vzeli, da velja 3, 3 odgovarja 12 cm. Torej, 1 odgovarja 12 delino 3 je 4 cm. Torej, tukaj ena enota so 4 cm. In to stavimo na os y, ker vemo, da funkcija sinus in tudi funkcija kosinus obe zavzameta vrednosti, ki so med minus 1 in 1. Itak čez ne gremo. Torej, tukaj označimo vrednosti od minus 1 do 1, označimo minus 1 in 1.
Prav. In sedaj tukaj vse te točke, ki sem dal, so tiste vrednosti iz tabele, od prej. Bodimo samo pozorni na tisti koren od 2 polovic. Koren od 2 polovic je približno 0,7. Ker tukaj naša enota so 4 cm, 0,7 krat 4 je 2,8. Torej tukaj tisti koren 2 polovic vzamemo kot 2,8 cm. In potem vsakikrat pogledamo, če je plus ali minus koren od 2 polovic in postavimo vrednosti. Sedaj, ko imamo vse te vrednosti, lahko narišem graf. Potem bolj počasi, kot se nariše, boljše pride. Tako, smo narisali graf funkcije sinus. Če hočemo narisati graf od funkcije kosinus, v bistvu imamo že vse podatke tukaj, ker na tej risbi moramo vzeti te koordinate x od točk in te koordinate so vrednosti kosinusa. In torej naredimo popolnoma na isti način, z istim merilom, tako kot sem tukaj pokazal v tem videu. Tako, prosim, všečkajte in vpišite se. Hvala.